Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in vsi udeleženci našega eventa. Jaz sem izjemno počaščena, da imam danes v gostih izjemnega človeka v prvem planu in seveda kasneje tudi lahko rečem izjemnega direktorja, ki ima pristop do ljudi popolnoma drugačen, kot ga ponavadi pričakujemo, ko nekomu rečemo, da je direktor. Danes je z nami gospod Tone Dolenšek, dober dan. Dober dan. Kako ste? Hvala za povabilo, odlično. Tudi jaz sem vesel, da sem lahko danes vaš gost. Tudi mi smo zelo veseli. Pa se nam mogoče na začetku najprej predstavite, iz katerega podjetja prihajate, pa nam malo orišite tudi vaše zaposlene, da bomo potem lažje nagovarjali vsebine o dobrem počutju, za katere vi res izjemno skrbite. Hvala. Ja, jaz prihajam iz podjetja Finservice. V našem podjetju se ukvarjamo z računovodskimi storitvami. Podjetje ima že kar dolgo tradicijo. Na trgu smo več kot 25 let uspešnega dela. V podjetju od samega začetka gojimo določene vrednote, za katere smatramo, da so pomembne pri upravljanju našega dela in zadovoljevanju pričakovanj naših kupcev, odjemalcev, ki so dolgoletne stranke, za katere skrbimo. Mogoče nekaj podrobnosti o naši ekipi, zato da bojo gledalci potem kasneje razumeli, kako skrbimo za njihovo počutje. Torej, mi že, ko izbiramo kadre oziroma naše sodelavce, poskušamo najti sodelavce, ki imajo podobne vrednote, kot so vrednote v našem podjetju. To se nam zdi precej pomembno zato, da potem ne izgubljamo energijo in resursov s tem, da bi poskušali ljudi nekaj spreminjati in jim neke nove vrednote privzgajati. In to moram reči, da kar verjetno uspešno počnemo. Če vam povem podatek, da v 25 letih praktično nimamo fluktuacije, da so danes z nami vsi sodelavci, ki so začeli pri nas delati, da imamo neko vero v mlade ljudi. Verjamemo, da ko dobimo mladega človeka, ki je poln želja po znanju, želja po novih izzivih, da mu mi pomagamo pri tem, da ga oblikujemo, on pa to seveda potem na nek način vrača s svojim dobrim delom. Glede na to, da smo storitvena organizacija in da na nek način je glavni fokus na stranki, na našem odjemalcu, kar pomeni, da moramo zadovoljiti njegova pričakovanja, je zelo pomembno, da moji sodelavci, ki skrbijo za naročnike, da prenašajo dobro energijo, da imajo nasmeh na obrazu, ko so v kontaktu z stranko, tudi v trenutkih, ko to mogoče ni najbolj lahko, a ne. Računovodstvo je pač malo specifična panoga, kjer se srečuješ tako s nekimi trenutki. Plusi kot z minusi. Tako, ne, ja, tako. Imamo dobre in slabe čase, ne, tako nam v gospodarstvu življenje teče in ni vedno lahko, ne. In je zelo pomembno, da ljudje to razumejo in da v vsakem trenutku damo našemu naročniku najboljše, kar je pomembno. Če nadaljujem, no, da bi pa to lahko počeli in da bi moji sodelavci to lahko uspešno počeli, pa zelo pomembno, kako se oni počutijo, da delajo v kolektivu, ki ima neko dobro energijo, ki ima pozitiven vibe, če tako rečem, zato da lahko to prenašajo na stranke. Ja, in vi ste izjemno znani po teh ukrepih. In kateri so bili tisti ukrepi, za katere veste, so bili tudi zelo uspešni? In še eno vprašanje se mi je porodilo vmes, sem razmišljala, ali vi delate ukrepe, ki so frekventni, torej rečemo vsakega 15. novembra, ali delate po občutku, ko vidite, da pade recimo, ne vem, klima v podjetju, pa takrat naredite en ukrep. Kako zdaj najprej, mogoče v prvem delu, ukrepe izbirate in v drugem, kako jih dozirate? To je relativno kompleksno. V smislu, mi nimamo načrta na papirju, kjer bi rekli, mi imamo neke aktivnosti, ki bomo izvajali in roke, v katerih jih bomo izvajali. Mi začnemo pri majhnih stvareh, a ne. Od tega, kako je sam prostor organiziran, se pravi, da ima
da ima sodelavec najboljše možne pogoje. Potem, da se dobro počuti v kolektivu, da ima na voljo, ne vem, od nekih pogojev za zdravo življenje, naj bo to zdrava prehrana, naj bo to gibljiv delovni čas, da pride v službo. En kup enih stvari malih poskrbimo za to, da je vsakodnevno življenje v podjetju čim bolj prijetno. Zato, ker preživimo v podjetju večino delovnega časa, večino dneva in je pomembno, da se dobro počutiš. Potem pa, ko ste vprašali, kateri so ukrepi in kako jih doziramo, mi imamo neke, bi rekel, aktivnosti, ki jih občasno izvajamo, ne bodo to neki team buildingi, ki so seveda relativno skrbno premišljeni naprej, kaj želimo z nekim team buildingom početi, s tem, da dodatno recimo stimuliramo neko športno življenje, potem imamo določene ukrepe od tega, da pomagamo pri našem težkem sedečem delu, ki je sploh v določenih mesecih v letu zelo intenzivno, da organiziramo masažo v podjetju, imeli smo jogo v podjetju in tako naprej. Časovno pa ja, če smo recimo v mesecih, ko pripravljamo zaključne letne obračune, mogoče nekaj časa več v firmi in smo malo bolj intenzivno za mizo, potem v tistem času doziramo mogoče več masaž, nekih vaj, ki nam omogočajo, da se lažje sprostimo. V poletnem času, ko so več dopusti, pa tega manj, ne, na tak način. Okay. Zelo, zelo zanimivo. Pa mogoče, da vas malo še zmeraj vseeno približamo našim slušateljem, ker delujete tako zelo idealistično. Ampak a ste vedno z vsemi ukrepi dosegali idealne rezultate oziroma take rezultate, ki ste jih predvideli? Je bilo tako, da je bilo vedno temu tako ali je bilo tudi kdaj drugače? Lahko tudi zaupate nam kakšen kiks mogoče? Težko rečem, da je kiks, so pa seveda, je pa tukaj seveda mnogo anekdot in prigod, ki delajo življenje lepše, ne. Zdaj, bilo je veliko zanimivih situacij, recimo odpravili smo se eno zimo na smučanje in smo izgubili enega od sodelavcev, ne, na smučišču v Avstriji, kjer smo bili 3 dni in je bila cela timska akcija, da smo se našli, kljub tehnologiji sodobni, torej telefoni in tako naprej, ni enostavno med vsemi unimi smučišči najti enega od sodelavcev. Torej ste imeli v bistvu iskanje zaklada. Recimo, ne? Res je sodelavec zaklad in bilo je veliko v enem trenutku tudi smeha, pozitivne energije, pa vendarle se pokaže ta nek timski duh, ne? Ko je potrebno poskrbeti en za drugega, kar se dogaja tudi v podjetju, ne? Ko nekdo ima v podjetju neki izziv, potem tim priskoči na pomoč, to je poanta, ne? In skozi takšne team buildinge se te veščine ali pa te izkušnje tudi lepo pridobivajo. Zelo zanimivo. Imate tudi jogo v podjetju, če se prav spomnim? Ne, nimamo. Smo jo imeli nekaj časa, ena gospa je hodila enkrat tedensko k nam in tudi to je bila zanimiva dogodivščina. Zdaj nam malo prostori ne omogočajo takšne vadbe, kot je bilo nekoč, ker potrebuješ malo več prostora. V bistvu morate povedati, da ste se toliko razširili, da so dejansko tam, kjer ste imeli včasih jogo, imate zdaj dejansko delovna mesta. Ja, zdaj smo, rastemo in zato rabiš pa malo več prostorskih kapacitet. Ja. Mene je vedno fasciniralo, ko sem delala z vami, da me nikoli niste vprašali ene stvari, ki mi jo zelo pogosto podjetja, v katera prihajam, direktorji vprašajo. In to je, Zinka, v redu, jaz bom zdaj toliko pa toliko plačal, zato pa to izobraževanje, usposabljanje, kakorkoli, koliko bom pa jaz dobil nazaj? Kako vi gledate na to? Mogoče, če približate našim slušateljem, gledalcem, kako vi gledate na to, ta daj dam v organizaciji? Jaz mislim, da ne moreš gledati daj dam mehanizma zaradi tega, ker tle enostavno, kljub temu, da smo računovodje, te matematike ne gre tako jemati, ne. Jaz sam iz neke svoje izkušnje iz mladih let vem, da ni težjega, kot da greš slabim občutkom zjutraj v službo in ni lepšega, kot kadar greš rad v službo. In treba je ljudem nekaj dati, zato ker v tem okolju, to je nekako tvoja družina čez dan, moraš nekaj dati, brez da preračunavaš, kaj boš dobil nazaj. Ampak verjemite mi, da tako kot en rek pravi, dobro se z dobrim vrača,
če ti ne gledaš na vsak evro, na vsako minuto časa, ki ga bo nekdo za neko dobro počutje porabil, da boš to dobil poplačano 3-krat. Nam se je to na nek način vedno obrestovalo in jaz nikoli ne gledam tega skozi evro na evro. Ja, tudi mislim, da to vaši zaposleni izjemno čutijo in tudi cenijo. Mogoče bi izpostavila še eno zadevo. Kar nekaj časa nazaj smo imeli ravno na temo sedenja zelo zanimivo debato, ker sem jaz opazovala vaše zaposlene, ki so res obremenjeni v času pripravljanja zaključnih obračunov, in sem res videla, da veliko sedijo. In potem smo seveda uvedli neke ukrepe v smislu printerjev, ki so skupni, zato da se vmes vstanejo, pa mogoče tudi košev za smeti in to povezovali z neko ekološkostjo, da imamo potem tudi ločevanje odpadkov in tako naprej. Vendar, ko smo pa prišli do točke, da bi mogoče pa jim ponudili aktivno sedenje v obliki nekih žog, pa tukaj vi niste bil tako nad tem predlogom navdušen. A nam razložite, zakaj? No, ena skrb je bila, da mi bo kdo žoge padel, pa se bo poškodoval, ne pa bom imel človeka na bolniški, ampak to je sicer hec. Glejte, mi smo seveda v neki finančni industriji. Mi moramo kljub vsemu gledati na to, kako nas stranke percipirajo. Zato tudi pri nas je neka, bi rekel, utečena uniformiranost. Torej, mi imamo nek dress code, ki velja, in se mi je zdelo v tistem trenutku, da ravno žoge po pisarni za to našo dejavnost ne bodo se dobro v ta kontekst vklopile. Zato smo rekli, da bomo rajši videli, da se nekdo raztegne, pa malo si vzame časa za to, da naredi kakšen korak, kot pa da bi zdaj uvedli sedenje na žogah. Ja, seveda, najbrž vaše stranke želijo vas videti kot stabilne osebnosti, ne nekoga, ki se pozibava na žogi. Recimo, da bi lahko dobil nekdo tako vtis, čeprav seveda zdaj v zadnjem času gremo v dobo digitalizacije, ko tudi strank praktično nimamo več veliko v živo v pisarnah, posebej še v zadnjem času s to epidemijo, pa vendarle je po moje oceni pomembno tako za obiskovalce kot za zaposlene, da imajo pač neke gabarite. Mi nismo kreativna podjetja, ker delamo veliko nekih kreativnih stvari, da mogoče to bolj sodi po moje oceni pa v našo dejavnost ravno. Moramo vseeno imeti neke okvirje. A se mogoče res, se mi zdi, da je pa smiselno, da se na tem trenutku tudi dotakneva teme zadnjega leta. Vemo, da ste poskušali tudi z delom od doma, pa da je potem se mogoče situacija obrnila malo drugače, ne? In mogoče tudi, da ne govorimo samo o delu od doma, ampak da govorimo tudi o tem, da je bilo mnogo vaših strank zaskrbljenih in je to skrb delilo tudi z vašimi zaposlenimi. Kako je to vplivalo na počutje vaših zaposlenih in kako ste potem to suportirali? Glejte, mi smo bili v prvi val epidemije vrženi preko noči. K sreči smo v našem računovodskem servisu digitalizirani že od leta 2008. Verjetno smo vodilni v tem na slovenskem trgu. Nam ni predstavljalo tehnične težave delo od doma. In tudi v trenutku smo bili vsi doma. V nekem trenutku smo zapustili pisarne in smo začeli delati od doma. Tudi komunikacija s strankami je potekala ali digitalno ali preko nekih Zoomov in tako naprej. Pa vendarle se je v relativno kratkem času pokazalo nekaj stvari. In sicer ena zadeva je, da so ljudje, sodelavci doma, kljub temu, da imajo vse pogoje in lahko delajo, bili prepuščeni nekako samemu sebi, da ni bilo nekega tega socializacijskega faktorja, komponente, ki jo potrebuješ. Ni bilo pretoka informacij, ki je v naši dejavnosti ključno. Mi imamo mogoče malo poseben način dela v naši dejavnosti, kjer moraš biti v toku z informacijami in smo ugotovili, da ni enostavno enako, ali se ti na nekem Zoomu preko na neki digitalni konferenci, ali pa te informacije, konstanten flow, tok teh informacij teče preko dneva. In zato so se moji sodelavci relativno kmalu vrnili v pisarne. Kar se pa tiče strank, ja, seveda, naročniki so bili zaradi
negotovosti, zaradi strahu pred neznanim, seveda v strahu. Ne? Niso vedeli, kaj se bo zgodilo z njihovimi podjetji, niso vedeli, kako bodo lahko upravljali svoja podjetja. In tukaj smo mi poskušali jim pomagati, tako da smo poskušali urejati vse te ukrepe, ki jih je vlada pripravljala, tako da smo jim olajšali mnogo opravil, mnogo sestankov smo vodili seveda nadaljavo in tako naprej. Tako da mislim, da prvi šok smo preživeli, potem ta drugi val, ki je prišel lansko jesen, pa smo bili že bolj pripravljeni in tako stranke kot mi, mislim, da nismo več čutili to kot nekaj negotovega in danes to obvladujemo. Prav gotovo je čas epidemije tudi pokazal, da smo ljudje med sabo različni. Ko govorimo o ukrepih za dobro počutje, je prav gotovo pomembno, da nekatere ukrepe peljemo skupaj, zato da povežemo ekipo. Ko pa imamo mogoče posameznika, ki potrebuje podporo individualno, pa to najbrž naredite tudi individualno. Pa mogoče, če zdaj pogledava, kateri so bili tisti ukrepi, ki ste jih peljali skupinsko, in mogoče kateri so bili tisti, kjer ste začutili, da je pa mogoče fajn, da enega človeka podprete. Ne vem, če je imel zelo stresen telefonski pogovor z neko stranko, ki se boji, da bo, ne vem, je podjetje propadlo. Ali je tukaj bolj ta individualni pristop, pa je tukaj bolj prijateljska podpora, ali ste imeli tudi kaj mogoče bolj vsebinskega, ali pa že naprej pripravljenega, ste se sproti pripravljali. Kako ste dejansko pelali, kako ste prišli skozi to vse? Ni bilo lahko. Glejte, tako kot sem prej rekel, v prvem valu je bilo mnogo negotovosti tudi za nas. Ne? Mi smo oblikovali, da ne rečem, nek krizni štab v prvem valu, kjer smo na kolegiju ožjih sodelavcev in skrbnikov strank se pogovarjali o posameznih izzivih posameznih strank, kjer smo pretehtavali, kaj zdaj najbolj za neko stranko v neki situaciji, ko so bile neke dejavnosti zaprte, ko so bile negotovosti, ali bodo odprti ali ne bodo delali, ko so bili stroški konstantno so tekli in tako naprej in je bilo ljudi, naročnike strah, smo mi oblikovali torej ta krizni štab, kjer smo se dogovarjali, kako bomo strankam pomagali. Ne. Seveda so bili tudi sodelavci negotovi, vsi smo bili, tudi jaz sem bil, ne, ker nihče ni vedel. Vendar smo potem s to skupno močjo energijo ugotovili, ne, da v bistvu, če en drugemu dajemo podporo, delimo izkušnje, potem lahko to pozitivno vpliva tako na nas znotraj organizacije, kot tudi na naše stranke. In to smo, lahko rečem danes, s pogledom nazaj, zagotovo zelo dobro naredili in uredili, tako da mi nismo imeli na koncu nobenih večjih izzivov, niti naši naročniki. Smo pa mnogo in močno zrasli v tem pogledu, tako vsebinsko, kot tudi količinsko. To je mogoče za nek drug intervju debata, pa vendarle smo mi to krizo prepoznali kot priložnost za razvoj in rast. In mislim, da je to najbolj pomemben nauk te zgodbe. Kar se pa tiče dobrega počutja, da se navežem na to, je pa tudi v tem obdobju bilo zelo stresno za posameznika, tako kot za sodelavca. In v tistem trenutku, ko si sam doma v neki dnevni sobi z računalnikom, a veste, ti manjka neka podpora. In mislim, da je zelo pomemben del tega kolektiva, ki je znotraj pisarn, znotraj službe, je nekaj, kar ti daje moč in energijo za to, da greš čez neke take malo težje in neznane preizkušnje. Če sem vas jaz prav zdaj razumela, pa me popravite, če nisem, je v bistvu bil največji dokaz uspešnosti vseh teh ukrepov ta, da ko je bilo res težko, ste stopili skupaj in ne samo, da ste stopili skupaj, želeli ste biti skupaj. Torej, ko mi je hudo, želim, da je moj sodelavec ob meni, ker se bom ob njemu počutil varneje. Je to v bistvu, lahko rečeva, nekako krona vseh teh ukrepov in delanja na tem, da skrbite za dobro počutje? Absolutno. Jaz mislim, da mi smo lahko uspešni samo kot ekipa, kot dober tim. Dober tim se pa lahko samo, če en za drugega skrbimo in se podpiramo in potem rezultat absolutno ne more izostati. In zdaj je tudi v bistvu zelo čutim, da je to samozavest, lahko pridejo še 3 epidemije, ne? Noben vam nič ne more, a je tako? Lahko z gotovostjo. Je to ta epidemija, kot sem rekel, dokaz, da smo močnejši, izkušenejši in da nas je manj strah nekih novih, nepredvidenih situacij.
pa če pogledamo mogoče še v prihodnost, katere ukrepe recimo boste zdaj, evo, čez poletje, kako zdaj čutite, da se ta epidemija počasi, ta val epidemije, ne, bomo rekli tako rajši, zaključuje, najbrž se čuti neka izčrpanost pri zaposlenih, kako zdaj recimo načrtujete naslednje ukrepe za dobro počutje, mogoče kratkoročno, srednjeročno in pa recimo dolgoročno, če bi se te epidemije tudi nadaljevale, oziroma če se ne bojo, upajmo, da se ne bojo. Ne? Mi najprej, jaz želim mojim sodelavcem in sebi seveda najprej en dober dopust, zato ker smo izgoreli v vseh teh ukrepih. Računovodstva so bila v tem zadnjem obdobju pod izjemnim pritiskom vsakodnevnih nekih sprememb, dodatnih zakonov in tako naprej. Tako da zdaj moji sodelavci potrebujejo mir čez to poletje, če tako rečem, tako da nekih drugih ukrepov kot dopust, ki ga želim vsem mojim sodelavcem nekje na morju s knjigo v roki, ne bomo delali. Upam, da se bomo odpočili do jeseni. V jesen bomo pa potem pripravili neke nove aktivnosti. Upam, da bo epidemija dovoljevala neke aktivnosti, ki so bile zdaj tudi v zadnjem letu omejene. Tudi mi smo z temi našimi aktivnostmi morali pravzaprav prenehati, ker niso bile dovoljene. In kolikor bodo spet v jesen odprte, bomo potem načrtovali neke aktivnosti. Bodo pa verjetno glede na epidemijo malo drugačne aktivnosti. Verjetno bo epidemija pustila posledice tudi na tem področju. Tako da ne znam si predstavljati v tem trenutku, ali bo življenje potem takšno, kot je bilo predtem. Verjetno tudi na tem področju ne bo. Če povzamem, smo mogoče prej, leta nazaj, bom zdaj temu tako rekla, bolj želeli, ko recimo, evo, profil vašega zaposlenega računovodja šel na dopust, si želel biti aktiven, potreboval nek večje udejanjenje aktivnega življenjskega sloga ali pa zdravega življenjskega sloga v smislu telesne rekreacije, potovanj in podobno. In je danes po tej celotni sezoni, ki je bila izjemno izčrpljujoča, bolj v smislu nekega wellness življenjskega sloga, bolj ponotranjiti mir, pa biti sam s sabo na nek način, pa vendar še zmeraj z drugimi ljudmi, ker je pa to socialno distanciranje kljub temu pustilo v nas neko lakoto po druženju, in to po čistem druženju, ne v okvirčkih, ampak tako, da jaz človeka ob sebi vidim in čutim. Tako da potem smo naredili tudi nek evolucijski napredek skozi to epidemijo, da ne gledamo zdaj samo nase več kot telo, da moramo spočiti telo ali pa da ga moramo aktivirati, ampak da ga moramo v bistvu tudi, lahko rečem, duhovno nahraniti, pripraviti na nove podvige, torej da ne bomo več bildali samo telesnih mišic, ampak mogoče še tudi te naše psihične mišice. Zagotovo. Verjetno je to tudi odvisno malo od posameznika. Jaz imam relativno mlado ekipo in moji sodelavci so željni verjetno tudi neke fizične aktivnosti zunaj, da bodo lahko nadoknadili nekaj, kar niso mogli. Absolutno tudi vsi pogrešamo, moji mlajši kolegi pa še toliko bolj neko druženje. Veste, ni bilo nobenih kulturnih prireditev, ni bilo nobenega masovnega druženja, ni bilo obiska nekih tekem, športnih prireditev in tako naprej. Mi smo vsi tega lačni in to na nek način tudi sprošča in pomirja. Saj ne gre samo za fizično ležanje na plaži s knjigo v roki, to mogoče bolj meni odgovarja, ampak verjamem, da moji sodelavci si pa želijo še mnogo drugih aktivnosti in resnično želim vsem, da se v tem prihajajočem obdobju to ljudem omogoči. In mi smo le socialna bitja in potrebujemo možnosti za druženje, za aktivno preživljanje časa skupaj z ljudmi, s prijatelji, z sodelavci, če hočete. In to nam je bilo povzeto v tem času in mislim, da je to najbolj pogrešano. Okay. Čudovito ste to predstavili, ampak jaz za konec želim še izkoristiti vaše izjemno znanje, ki ga imate s tem, da v vašem računovodstvu skrbite res za zelo veliko število podjetnikov, in me zanima, kaj bi recimo njim priporočali. Jaz vem, da tudi priporočate, ampak zato, da bodo tudi naši gledalci vedeli, kako naj danes en podjetnik poskrbi za dobro počutje
svojih zaposlenih, pa če zdaj pogledava ven iz računovodstva, pa pogledava na slovensko gospodarstvo, na evropsko gospodarstvo, en nasvet vaš za vse gledalce. Glejte, jaz mislim, da iz stališča podjetnika, lastnika, direktorja, vodje, kakorkoli je pomembno, da ima okrog sebe ekipo, v kateri se dobro počuti in v kateri se bodo tudi sodelavci dobro počutili. To je največji vložek v dobre rezultate. In kot smo že malo prej povedali, ne velja gledati tukaj na vsak evro in verjemite, da se vsak tak vložek vrne vsaj krat 3. Ja, to je vaša osebna izkušnja, tudi raziskave tako pravijo. Tam od 2 do 5 se vrtijo številke v raziskavah, tako da vaša ocena je bila izjemno natančna. Mi je žal, da se počasi nama čas izteka, mislim, da bi lahko še veliko povedala, pa mogoče kdaj ob drugi priložnosti. Jaz se našim gledalcem zahvaljujem, da so naju spremljali in zdaj vas lepo povabim naprej, da se predate dihalnim vajam, ki bo kolegica vam prikazala in razmišljate v naslednjih korakih, v naslednjih trenutkih o tem, kako boste ukrepe, ki jih je gospod Dolenšek povzel, prikazal, opisal, sprovedli za sebe in za vse svoje bližnje, zaposlene, kolege, partnerje, otroke, tisti, ki so okrog vas, ker tudi tisti so pomembni, da vplivajo na vaše dobro počutje. In zato je, kar bomo dali, to bomo prejeli in več, ko bomo dali, iz večjih strani bomo nazaj tudi prejeli. In tako lahko rastemo vsi. In želim vam še naprej, da lepo uživate v našem dogodku. Hvala.